se človeka opolnomoči, da se ga opremi za samostojno življenje. Ne pa, da se ga dela invalida in odvisneža. Ljudje, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, oni so nas želeli popredalčkati. Mediji prodajajo tisto, kar ljudje berejo. Mi želimo vzgojiti otroke, da jih bomo objavljali na Instagramu. A zdaj prilagajamo naš sistem temu, kar nam tehnologija narekuje, da delamo. Zemlja se še vedno enako vrti, ne? Ampak dogajajo se nam pa veliki premiki, velike spremembe. Jaz mislim, da bomo v prihodnosti plačevali veliko več za kvalitetne odnose. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Danes ponovno odgovarjamo na vprašanje, kako se pripravimo na naslednjo krizo. In tokrat je moja gostja, doktorica Eva Boštjančič. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Doktorica Boštjančič, ste priznana slovenska psihologinja, redna profesorica za psihologijo dela in organizacijo na Filozofski fakulteti in predstojnica oddelka za psihologijo. Drži. Zraven pa še urednica bloga Psihologija dela, ne? In podcasta. Ja, trudim se, ker sem zaposlena v javni univerzi, da del našega dela je tudi to, da informiramo javnost o naših znanstvenih dosežkih ali pa spoznanjih in da nekako javnosti pokažemo, kako je znanost pomembna in da v resnici neke teorije, neke znanstvene ugotovitve lahko prenesemo v prakso in tudi v praksi delujejo. Ker analize so bile narejene v praksi ponavadi, potem pa preverjene z nekimi statističnimi metodami ali pa karkoli in dokazane neke stvari in ja, znamo na ta način prenašati stvari tudi nazaj. Nazaj se zahvalimo na ta način praksi. No, jaz moram reči, da so zelo zanimive vsebine na tej spletni strani, da sem veliko več zvedel o tem, s čim se ukvarjate. Zato sem tudi malo spremenil vprašanja, ki jih imam za vas. Namreč odgovarjava na to naslovno vprašanje proti koncu epizode. Prej me pa zanima, dajva reči eno na temo generacij. Ja, meni je fascinantno pri teh definicijah generacij, kako to, da ima lahko ena generacija toliko skupnih značilnosti, medtem ko naprimer sta dva narazen, jaz imam naprimer dve hčerki, ki sta relativno blizu rojeni in one dve ne bi imeli drugačne lastnosti, ker sta v različnih generacijah rojeni. Sta različna človeka, seveda, različna posameznika, ampak zanimivo to, da se skladajo neke značilnosti z temi generacijskimi. Kar v medijih piše. Kar piše, ja, tako, ja. In tle me zanima, kako to? Kaj vpliva na to? Stvar je zelo enostavna, če pogledava spet z teorije, pa šla pa nazaj v prakso, pa v realno slovensko. Super. Ampak teorija pravi, da generacijo definirajo neke ekonomske, gospodarske, politične aktivnosti, ki se dogajajo v določenem obdobju, ko tam mladina raste. In zato je nekoga zelo označilo naprimer napad na dvojčka v World Trade Centra v New Yorku, nekoga je pa zelo označila, rečemo, kriza po drugi svetovni vojni. In jaz sama sem še mojo diplomsko nalogo pisala na računalniku črno-belem s kurzorjem in nisem mogla ne tipologije, ne ničesar drugega izbirati. Moji otroci so pa rasli s tem, da ne pokličeš več nekoga in ne nekoga, ampak samo napišeš mu SMS in lahko z nekom komuniciraš. In hkrati so to določeni dogodki, ki lahko zelo zaznamujejo določeno generacijo. In ena velika, taka intenziven dogodek v preteklosti, ki se ga vsi spomnimo, je bil naprimer COVID. In predvsem mladi, ki so v času pubertete, jih je zelo zaznamovalo in to izkušnjo bodo nosili tudi naprej v življenju.
Okay. In zaradi tega smo vsi različni. Kako ste pa sami rekli, ja, vsak ima svoje osebnostne lastnosti, svojo motivacijo. In ta vpliv generacije je pa še nekaj, kar sem kot psihologinja včasih malo kritična. Je iznajdba ne nas psihologov, ampak marketingarjev. Ljudje, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, oni so nas želeli popredalčkati. In jaz sem generacija X, jaz ne vem, katera generacija ste vi. X. Ja. Dobrodošli, potem se še bolje razumeva. In generacijo X ima neke značilnosti in na nas napadajo oglaševalci z določenimi prijemi, ki pa pri mojih otrocih, ki so generacija Z, pa ne funkcionirajo. Ampak raziskave znanstvene so pokazale, da ta vpliv generacij ni tako velik, kot o njem govorimo. Okay. Da v resnici vsi, ki smo bili enkrat pubertetniki, smo bili negotovi, smo bili lahko uporniški, smo hoteli trgati popkovnico z našimi starši, nismo vedeli točno, kaj bi radi v življenju, nismo se znali odločati, bili smo impulzivni. In zato psihologija pravi, da večji del tega, kako človek reagira v določenem razvojnem obdobju, vpliva razvojno obdobje. Okay. In jaz, ko sem prišla, se spomnim moje prve službe na delovno mesto, sem imela cel kup idej, ki so včasih danes pogledano tudi morda malo ven iz tega klasičnega ustaljenega pogleda. In moj šef, ki je bil starejši 20 let, je zavijal z očmi in si mislil, joj, ta generacija, kakšni pa so, saj so čisto neočakani, ona bi rada vse na hiter. In tako tudi jaz zdaj gledam na moje otroke, ki si želijo narediti neke stvari. Tako da te generacije z psihološkega vidika ne vplivajo v resnici toliko na naše ravnanje na delovnem mestu, veliko bolj pomembno ali pa bolj intenzivno vpliva na nas razvojno obdobje, v katerem smo. No, vse tle, mislim, da naprimer mi dva sva v nekih drugih časih odraščala, ne, kot najini otroci, ne, kar je logično. Ne. Tudi, ne vem, Jugoslavija, drug politični sistem, naprimer, ne, kot pa zdaj. Ampak zanimivo je to, da se to pojavlja po celem svetu. A ne, in tudi, če je to nek marketinški prijem, a ne, očitno deluje, ne, če se ga toliko uporablja, pa to govori o njem. Se pravi, je očitno nekaj na tem očitno je, ne, na teh Mislim, nekaj je, nekaj pa tudi svet naredi, da to naj bi bilo. Ker v resnici te generacije, ki jih poimenujemo, pa jih uporabljamo v Sloveniji, izhajajo iz Amerike. In oba veva, da ta ameriški vpliv, da včasih je bila Amerika velik sen, v Ameriki bilo se sedilo ta med in mleko. In naprimer Flower Power Generation, pri nas tega ni bilo v tako izrazito, kot je v Ameriki. Ampak vseeno smo pa ta baby boom generacija, pa tudi v Sloveniji naj bi obstajala. V resnici, rečemo, tudi v drugih kulturah imajo drugo poimenovanje generacij in druga obdobja. Naprimer, Izrael ima obdobje poimenovane generacije po obdobjih, ki so bila v miru, med vojnami. Kitajci imajo drugače te stvari. Gre pa sicer danes za globalizacijo, kot ste vi rekli, in ja, te stvari se potem zelo lahko enostavno posplošujejo. Aha, ok. Še ena zanimiva stvar, ne, je, krajšajo se te generacije. Ne? Se pravi, baby boomerji, to je bilo 18 let. Mislim, da je od 46 do 64. Potem X je 15 let, pa potem Y 15 let, Z 15 let, zdaj pa 12. Ne? Se pravi, skrajšujejo se. Zakaj se skrajšuje zdaj generacija? Zemlja se še vedno enako vrti, ne? Ampak dogajajo se nam pa veliki premiki, velike spremembe. In tem spremembe se mi zdi, da so včasih potekale res znotraj ene generacije, danes se dogaja veliko bolj intenzivno. Hkrati pa, če bom zdaj grda, morda pa oglaševalci želijo te spremembe narediti, da lahko nove stvari prodajajo. Okay. Tako da lahko tudi na ta način pogledamo, ker tudi te jasne letnice, zakaj bila pa jaz, ali pa da sta dva rojena, 72 pa 73-letnik, naprimer, ene generacija, ne vem, ena, druge pa druga. Kdo je to mejo naredil? Vse to, ja. To je zelo subjektivno, morda je prvi nek članek napisal,
Ampak v resnici sta name in na mojo prijateljico, ki je letnik 73, vplivale iste stvari. Obe smo živeli v Jugoslaviji, obe smo šli na letališče, ne da bi šli skozi rentgen, ne da nas bi čist pretipali na letališču in tako naprej. Ok, ja, to je smiselno. Ja. Zdaj pa tako, kaj lahko pričakujemo od prihodnjih generacij? Naprimer, zdaj imamo novo, se pravi, to je zdaj alfa generacija, ne? Naslednja bo očitno beta, a ne? Kaj lahko pričakujemo od njih? Naprimer? Vprašanje, na katerega ni odgovora, in zdaj lahko samo modrujeva na to temo. Okay. Ampak jaz si želim, da bi bila vsaka generacija boljša od predhodne. In jaz imam 3 otroke in jaz sem vzgajala otroke na način, da so boljši, kot sem midva bila z očetom. Da so bolj srčni, da so bolj vedoželjni, da so aktivni, hkrati pa ne pozabijo na neke etične, moralne odgovornosti, ki morda smo jih mi spregledali. Ta trenutek v preteklosti se mi zdi, da nas je zelo oblikovala naše norme in vrednote družina. Ožje okolje ali pa morda kraj, v katerem smo rasli. Sosedje, babice, dedki, razširjena družina. Danes je ta vloga družine vedno manjša, žal, in vedno večji vpliv je zunanji. Pa sta svet pri tem v telefonu, v katerem skozi govorimo in mu pojemo slavo. Ampak družbena omrežja v resnici zelo oblikujejo na to, kako se moram jaz obleči, kako se moram obnašati, kako moram jaz komunicirati, kaj je prava ljubezen in kaj ni prava. Tudi to mi razlaga danes telefon. Ne pa to, ne gledam več to pri svojih starših. In zato bo ta generacija drugačna. Jaz mislim, da je predvsem dodana vrednost biti človek, da si srčen, da si komunikativen in da znaš stvari tudi verbalizirati in čutiti. In strah me je, morda zato, ker sem tako stara, kako se bodo te lastnosti pri človeku razvijale v prihodnje. Jaz veliko uporabljam pri svojem delu umetno inteligenco in vem, česa vsega je sposobna in česa bo še sposobna. Ali bom jaz še rabila nekoga, kot se midva zdaj gledava v oči in se lahko tudi čutiva, kaj se nama dogaja. Ali bom jaz znala to še čutiti v prihodnosti z mojim partnerjem, morda z mojimi vnuki. Mi bo znal nekdo povedati, da je užaljen, da je srečen. Jaz mislim, da tudi živimo od dotikov. Ja, zdaj ste mi dali tele novo istočnico. Človek bo še vedno človek, verjetno najboljši človek. A bo umetna inteligenca kdaj lahko poustvarila človeka, na tak način, kot smo mi. Se pravi, nek ta človeški dotik. Tako da jaz bolj vidim, naprimer, če povem še moj vidik, jaz mislim, da so to poklici prihodnosti v resnici, so poklici, ki delajo z ljudmi. Oziroma tudi tam, kjer se srečata človek in človek. Se mi zdi, da da to bo vedno interesantno. Vedno nas bo zanimalo, kako dva človeka razmišljata, naprimer, ali ko naprimer, debatirata. Na koncu tudi razne tekmovanja, ki jih imamo. Naprimer, veliko se govori o tem šahu. Šah, človek že desetletja ni premagal računalnika v šahu. Pa še zmeraj imamo svetovnega prvaka v šahu, še vedno nas to zanima, še vedno to gledamo. Se pravi, ta človeški stik, odnos, se mi zdi, da da bi mogel ostati. Ali, ne vem, ste rekli, da vi imate tudi svoj vidik tega, pa me zanima. Jaz mislim, da umetna inteligenca bo zmožna stvari, ki si danes še predstavljamo, ne. In tudi, da bo znala biti človek. Ampak jaz upam in si želim, da bomo ostali drug drugemu ljudje in da
tega dotika, zdaj futuristično razmišljam. Jaz mislim, da tudi ta dotik, da ga bomo dobili z umetno inteligenco. Jaz sem žalostna pri tem. Hkrati pa si želim, da bi znali komunicirati, in tukaj imamo težave. Ker jaz mislim, da tudi danes, če se pogovarjamo naprimer o storitveni dejavnosti, to je morda lahko frizer, natakar, komercialist, negovalec, zdravnik. Kaj je danes vredno? Na kakšnem krožniku ti servirajo hrano ali je natakar prijazen? Jaz mislim, da bomo v prihodnosti plačevali veliko več za kvalitetne odnose na delovnem mestu. To, da jaz pridem k frizerju, vsak me lahko postriže. Če pa nekdo te posluša, danes je še to, sem jaz hvaležna, da me nekdo aktivno posluša. Ker je bilo včasih normalno. Moja babica, ko sem mi razlagala stvari, ki se mi dogajajo v šoli, je bila 100% fokusirana na to, kaj vnukinja pripoveduje. Danes bi to 100% fokusiranost zapakirali marketinško v čuječnost. In zdi se mi, da so te stvari, da jih bomo zelo cenili in da bojo postale neprecenljive v prihodnosti. Hkrati pa, ker ne bodo mladi imeli priložnosti vaditi te veščine, kako dvigniti telefon, kako nekoga poklicati, kako nekomu pokažati sočutje, bo veliko več dela za psihologe, komunikatorje, izobraževalce, da bodo ker te veščine se mi zdi, danes ni problema prodati nekega produkta, ker lahko že marsikaj vemo o človeku, na katere stvari reagira, na katere ne. Lahko vidimo tudi, kako celo funkcionirajo njegovi možgani, ko vidi na ekranu pri reklami, naprimer zlatega prinašalca, in gre potem vsa čustva se ti takrat v tistem trenutku zvišajo. Ampak po drugi strani jaz verjamem v to, da še vedno bomo najbolj učinkoviti pri prodaji, ko bomo znali prepoznati, kaj človek doživlja, kaj potrebuje, kaj je tista stvar, ki je zanj pomembna, in njemu prilagoditi neko storitev, nek produkt, karkoli. Sprav, tle se bo dal zelo dobro ločiti potem dobre pa slabe prodajalce. Ja. To je bilo že v preteklosti tako. Ampak v preteklosti nismo tekmovali z umetno inteligenco, ampak jaz mislim, da saj za naslednjih, rečemo, 20 let bo tukaj ta razkorak med temi generiranimi sporočili. Jaz večkrat dobivam zdaj generirane maile in tako naprej od študentov in vidiš, kdaj je bilo narejeno z umetno inteligenco, kdaj ne. Morda bo to čez 2 leti nevidno. Ampak čutiš, kdaj je oseben nagovor, kdaj se nekdo trudi, kdaj pa stvari narejene so mehansko. Zdaj, tako, ko smo lih prej govorili o generacijah, pa ko so zdaj nekako prešla tudi na to področje tehnologije, me zanima, a je možno, da se skrajšujejo te dobe generacij tudi na račun tehnologije? Vsekakor. Tehnologija je pred nami. In v resnici mi, čeprav imamo občutek, da mi nadziramo tehnologijo, tehnologija je 3 korake pred nami. In jaz delam na Univerzi v Ljubljani, mi se odzivamo na tehnologijo. Mi ne prilagajamo tehnologije nam, ampak naše pedagoške pristope, raziskovalne pristope prilagajamo in sledimo in smo upehani, še to se je zgodilo, še nova aplikacija, še nov način dela tehnologiji. Ampak, ko govorite, da je tehnologija pred nami, govorite o tem, da je pred potrošniki v bistvu. Ker še vedno tehnologijo zaenkrat saj ljudje delajo, več ali manj. Ja, dela peščica ljudi, tako, ampak uporabljajo pa večina. In tukaj se mi zdi, da govorim kot predstavnica večine, da zdaj prilagajamo naš sistem temu, kar nam tehnologija narekuje, da delamo. Ok. Delo. Se pravi, veliko delate na temo psihologije dela, kot se imenuje spletna stran.
Predvsem mi je v oči padlo vaše delo na področju stresa in izgorelosti. Pa me zanima, kako bi vi opisali, kaj je izgorelost? Zakaj se pojavi izgorelost? Kaj je, zakaj se pojavi? Izgorelost je tudi en tak marketinški pojem, ki je zelo moderno. Predvsem junija, pred dopusti, vsi smo izgoreli. Ampak v resnici izgorelost je eno zelo zahtevno stanje, ki ga delodajalci marsikdaj podcenjujejo. Izgorelost pomeni popolna čustvena izčrpanost, pomeni to, da nimaš energije niti zjutraj vstati, da delaš lahko pri delu napake in ti grejo morda medosebni odnosi na živce. In ko si v takem stanju, ko si tam globoko dol, da priješ iz tega stanja ven, če si res izgorel, ponavadi traja, kot raziskave kažejo, od 6 do 24 mesecev. In to ne pomeni, da grem jaz na dopust za en teden v Istro in pridem nazaj prerojena Eva. To so stvari, so res hude. Tako da ponavadi smo ljudje pod stresom, smo izčrpani, smo utrujeni, to je bolj naše normalno stanje in želim si, da ne bilo tega več, ne pa izgorelosti. In če veliko delaš, ne izgoriš. To se mi zdi zelo pomembno. Ja. Izgorimo zaradi nekega čustvenega konflikta, ko ga imamo not v sebi, pa ga ne zmoremo sami rešiti. In ta konflikt noter nas tako teži dalj časa, da na nek način nas izčrpava, kot da bi tekel ultramaraton, pa ne bi dobili dovolj vmes hidratov in vseh ostalih stvari potrebnih. In ko telo izčrpavamo na dolge proge, ne zmore več in ne odpoveduje počas, ko rečemo nek star avto, ko mu najprej neke stvari odpovejo, ampak doživimo tako imenovan adrenalni zlom. In se zlomimo, imamo, rečemo, če v prispodobi rečem, ker poznamo naše telefone, ko izgoriš, imaš 5% energije. Mi dva imamo pa ta trenutek 100% energije, ko to snemava zjutraj. Ne? In zdaj si predstavljate, kaj lahko človek počne, če ima 5% energije zjutraj, ko se zbudi po 10 urah spanja. Ja, kar težko si predstavljati. Ja. Tako, se pravi, če preveč delaš, ja. To ni isto kot izgorelost. Ne? Drži. Ko pa izgoriš, je pa zaradi nekega notranjega konflikta pride do te situacije, da nimaš več energije. Kaj manjka temu, ki je izgorel, ki ta dobi, ta, ki preveč dela? Kako bi rekli, kaj njemu manjka? Manjka neke potrditve. Ljudje, ki izgorevamo, tudi jaz sem sama 50 let nazaj izgorela, rabimo potrditev od zunaj. Nismo videni, zato sem jaz pridna. Ne dobimo priznanja, morda niso dobili priznanja v svoji primarni družini, ki smo bili stari 50 let. Pa se zato trudim na delovnem mestu, ker sem lačna tega. Izgorevajo tudi ljudje, ki so zelo natančni, pretirano odgovorni. Nič ne smem pustiti, ne grem na dopust, ker brez mene se bo svet zrušil. Izgorijo tudi ljudje, ki niso samozavestni. Ok, se pravi, gre za čist čustveni osebnostni konstrukt. Aha, ok. Če ne vidiš smisla pri svojem delu, in to svoje delo poznam osebo, ki je bila uspešna, priznana, dobro nagrajena strani delodajalca, pa je izgorela. Ker si tako želela ta oseba urejeno privatno življenje in ji ni uspelo. Ampak prej ste rekli, zanimivo, ker jaz sem najprej pomislil na smisel. Ne? Da če ne vidiš smisla, ne? Da verjetno pride do tega, tam lahko vidiš smisel, pa greš preko samega sebe, ne? Pa še ne izgoriš. Ampak pa ste rekli eno zanimivo stvar, ne? In to je viden. Moram biti viden. Moram biti videna. Ne? To mi je bilo zanimivo. Se pravi, iščemo potrditev od zunaj. Če jo nismo dobili dovolj. To je ena od osnovnih teh
naših potreb neka potreba po varnosti. Čist po masovi hierarhiji, potreba po varnosti je zelo na začetku, zelo na dnu, neka primarna potreba. Okay, ja. In če te potrebe ni bilo, ko smo jo potrebovali, niso bili zadovoljeni in jo rabimo kasneje. Ampak vse to poteka na nezavedni ravni. To je zanimivo. Mi tega ne moramo prepoznati in reči, zdaj bom pa jaz drugače funkcionirala. Ok, se pravi, pridejo do varnosti v bistvu. Ja. To je. Ja. To je. Ja. Ja. Ok, no, evo, super. Kje pa je meja med ambicijo in samouničevanjem? Lahko rečeva, da človek, ki veliko dela in je zavzet, pomeni, da pri delu uživa. In to je, rečemo, neka ambicija. Jaz želim nekaj doseči, vem zelo jasno, cilje postavim. Ko pa človek je tako pretirano zavzet, da pozabi nase, pozabi na svoje bližnje, na družino, na prijatelje, na hobije, takrat pa stvari lahko postanejo samo ogrožujoče in samo uničujoče. A je to work-life balance? Ja, po domače rečeno. Sklejevanje dela in prostega časa. Ja. In marsikaterega menedžerja sem že sama v praksi opazovala, pa se tega znanstveno ali pa analitično še nikoli lotila tega vprašanja potrditi. Marsikaterega menedžerja odnese ta ambicija, da postane samo ogrožujoča. Saj marsikdo tega ne bo priznal. Ampak jaz to predvsem povezujem z človekovo zrelostjo. Pa rečemo, saj vsak zrel, ki je 18 let star, ker dobiš pravico volilno, pa tako naprej. Ne? Ampak psihologi smo že ugotovili, da ta zrelost ne pride z 18 leti. Ampak da pride tam nekje okrog 25 do 30 leta. To smo dali še eno tako obdobje noter, mladi na prehodu v odraslost, od 18 do 29 leta. Aha. In če hočeš postati odrasel, ali pa rečeva zrel, moraš tukaj kar obklukati enih par stvari. To pomeni, da moraš iti stran od staršev, se osamosvojiti, zaključiti izobraževalno pot, si najti partnerja, si najti nek stalen vir dohodkov. Ampak če greva na to odraslost, pri 29 letih ni Emišo tisti, ki ti reče, da si odrasel. Ne? In zrel. Kaj pa je? Zrel, to bom pa po moje zdaj v prihodnosti pa res raziskovala, ker me zanima, ker se mi zdi, da smo ljudje na različnih stopnjah osebnostne zrelosti, ko smo odrasli. In to osebnostno zrelost nam dajajo in osebnostne lastnosti, in pretekle izkušnje, in kako smo konflikte v preteklosti reševali. Vse to. Mi psihologi smo zelo pedantni in nikoli ne rečemo, ne popredalčkamo stvari, vedno je več možnih odgovorov. In zrelost, predvsem, najvišja stopnja zrelosti predvsem pomeni to, da ko jaz pridem neko situacijo, ki je zame morda nepredvidena, nek konflikt, neka sprememba, da razmišljam, kakšne so možnosti, najnižja stopnja zrelosti, jaz bom takoj odreagirala tako, da se rešim. Najvišja stopnja zrelosti pa pomeni, jaz sem možnost A, B, C, ta mi prinese to, vzamem si čas razmislek in se odločim za neko stvar. Skratka, jaz imam karte v svojih rokah. Ni neka druga oseba. Ni impulzivno. Ne, ni impulzivno. To je zrela oseba. Pa da prevzame odgovornost. Ja. Kot ste rekli, nima druga oseba tega v svojih rokah. Notranji lokus kontrole, po domače spet rečeno. To pomeni, jaz sem tista, ki lahko odločam se na določen način. In če greva na te menedžerje, ki jih včasih odnese in postane samouničujoče, ker se tega ne zavedajo, se mi zdi, da predvsem odnese menedžerje, ki te zrelosti, tega uvida niso imeli. Okay. Ampak tega se ne da naučiti. Se ne da naučiti? Ja, skozi izkušnje, skozi osebnostno rast. Okay. Jaz pravim, da na delovnem mestu
pa tudi v življenju. Jaz vsak dan osebnostno in strokovno rastem. Vsak dan. Pa sem stara 53 let. Ne? Ja. In to delo na sebi, strokovna rast, to mi daje potem tudi osebnostno zrelost. No, to me veseli, da se da to spremeniti. Ja, okay, ja. Zdaj, se mi zdi, da se več o izgorelosti se zdaj več govori kot kadarkoli prej. A je tega zdaj več kot v preteklosti, ali se samo več govori zdaj? Spet bo pri medijih. Mediji prodajajo tisto, kar ljudje berejo. In o izgorelosti ljudje zelo radi berejo. Tudi na naši spletni strani Psihologija dela se veliko lahko bere o teh stvareh. Drugače pa smo ljudje tudi manj opremljeni za svet, v katerem živimo. Naš svet je tako imenovan VUCA svet, VUCA vrednote. To pomeni, da je nestabilen, nenačrtovan, hitre spremembe so. In generacije, da greva na vaše prvo vprašanje, generacije so rasle naših otrok v relativnem izobilju. Vse možnosti so imeli za izobraževanje, dostop do hrane, vode. Kot starša sva gotovo veliko brala o tem, kako ne smemo kaznovati, ne smejo biti stepeni, ne smejo nič trpeti naši ubogi otroci. In te otroci nimajo debele kože. A smo jih oropali odpornosti? Jaz govorim o prožnosti, ne o odpornosti. Aha, to je... Prožen človek mora biti, se prožno odziva. Ja, jaz mislim, da otrok mora doživeti določene frustracije. Ja, sigurno. Da se mora potruditi za določeno stvar. Ne pa, da 10 otrok tekmuje in vsak dobi na koncu diplomo. Da tudi ocena 2 v šoli ne pomeni poraza. Ampak je lahko za nekoga izvrstna ocena glede na njegove sposobnosti. In tako človek potrebuje izkušnje, da zori, da raste. In danes, če se vrnemo na vaše vprašanje, a je človek danes bolj nagnjen k izgorelosti, bi rekla, da. Ne glede, kaj mediji pravijo. Ker je manj prožen. Tako je, hvala. Bravo. Aha, okay. Zdaj, imel sem za kasneje pripravljeno vprašanje tudi na temo vzgoje, ampak ker ste že zdajle načeli, sem mislil to vprašati. Ali otroke vzgajamo za pravi svet? Namreč, vprašanje, iz kje izhaja? V nekem podcastu sem zasledil, da se starši preveč ukvarjamo s tem, kjer krožek, kjer šport, kjer dosežki, medtem ko bi mogli več časa usmeriti v to, pa več energije v, naprimer, čustveno regulacijo. Je ena taka stvar. A mi za pravi svet vzgajamo otroke? Mi želimo vzgojiti otroke, da jih bomo objavljali na Instagramu. Na mojem Facebooku prijateljice so ponosne, kako njihov sin maturira, kako je uspešen pri nekem športnem tekmovanju. Ampak, a si kdo vprašal, kdaj otroke? Vsak otrok je unikat. Vsak ima svoje spretnosti in sposobnosti. In jaz mislim, da kot starš je predvsem, kaj je naša naloga? Da otroku ponudimo čim širšo paleto možnosti, da vidi, kje je on dober in kaj ga res zanima. Ne pa da to, če je moja frustracija, da v življenju nisem smučala, da potem moje otroke silim v smučanje. In sama sem bila vzgojena na ta način, naša Eva mora igrati klavir in mora znati še drug tuj jezik. In ko sem jaz vadila klavir, verjemite mi, jaz sem imela tukaj le vroče in trdo 8 let, ker sem mogla igrati klavir. Pa nimam ne glasbenega talenta, ne dobrega posluha, ampak to se je spodobilo za nekoga moje starosti. In zdi se mi predvsem to, danes vemo, da določeni poklici izumirajo, da te izobraza več ne determinira. Včasih, ko smo hodili v šolo, so rekli, sam faks končaj, pa boš imel dobro plačo. Danes temu ni več tako. In zato se mi zdi potrebno, da otroke vzgajamo na eni strani, da jim ponudimo, kaj vse svet ponuja, da jim pokažemo vso paleto možnosti, ki jih imajo, in potem, da krepijo
tiste spretnosti in sposobnosti, ki jih oni osebno imajo. Ker če bodo oni neke stvari počeli, če bodo razvijali svoje vrline, ne pa se ukvarjali s svojimi slabostmi, bodo lahko veliko hitreje napredovali. In hkrati, to, kot ste rekli, čustvena regulacija, zdi se mi zelo potrebno in del vzgojno-izobraževalnega sistema, kar jaz smatram še vedno, da naj bi bila osnovna in tudi srednja šola, je tudi delo na sebi. Ampak delo na sebi lahko to pomeni, lahko je to, kako izražam čustva, kako komuniciram o čustvih, na drugi strani pa tudi fizično, kako poskrbeti za svoje telo. Danes, da se učijo in da pri športni vzgoji pišejo test nekih pravil športnik, lahko. Ampak hkrati, a jim športni pedagogi, da je sistem naravnan tako, da športni pedagogi omogočajo, da otrok vzljubi svoje telo in odnos do športa. Ker naši poklici v glavnem so sedeči. In meni se zdi super, saj pri svojih 3 otrokih vidim to, ker so vsi trenirali šport, da imajo zdrav odnos do svojega telesa in da se zavedajo, da če sedijo 8 ur, da popoldne potrebujejo neko sprostitev. In se vsi zatečejo v neke športne aktivnosti. Tole je bilo zanimivo, kar ste rekli. Delo na sebi. Ste rekli za poskrbeti za telo, poskrbeti za čustva ali kako že. Ja. Če bi naredili recimo scorecard, se pravi, neki področja, na katerih delamo, da delamo na sebi, kaj bi rekli, da so najpomembnejša področja? Jaz mislim, da je prva stvar, ki je pomembna, da moraš poznati sam sebe. A se poznamo? Know thyself. Ja. Vsak od nas ima neko tako slepo pego, rečemo psihologi. To pomeni, da je to lastnosti so, ki jih vi veste v meni, jaz pri sebi se jih pa teh lastnosti ne zavedam. In na tem področju te slepe pege sem v jaz ranljiva. Je moja Ahilova tetiva. In tam vi lahko dobite in me spravite v neprijeten položaj. In manjša kot ta slepa pega, bolj zrela sem, bolj odrasla sem, lažje funkcioniram v delovnem okolju. In to je delo na sebi, poznavanje svojih lastnosti. Okay. Samozavedanje na nek način. Tako. In tukaj pri tem samozavedanju pride zraven pa še čustva. Jaz pravim, da so čustva kot začimbe pri hrani, da je pomembno, da znamo prepoznati čustva pri sebi. Ko pridejo otroci domov iz šole, kako je bilo pa v šoli dobro? Kakšna je pa hrana? Dobra. Kakšno je pa vreme v Ljubljani? Dobro. A veste, kako bogat je slovenski jezik, koliko besed imamo za čustva? Včasih, ko imam delavnice, pišemo samo, tekmujemo, kdo več čustev in nekih razpoloženj lahko našteje. Kako naj šef pohvali svojega zaposlenega, ne da reče, dobro je bilo. Ne? Ampak lahko je bila prezentacija zelo zanimiva, nazorna, razumljiva. Ne? In tukaj se mi zdi, da je tudi, in da ko prepoznaš ta čustva pol pri sebi, da jih znaš tudi skomunicirati, kako se ti počutiš. Sposobnost izražanja. Jaz sem psihologinja, ampak Martin, jaz znam vaših možganov prebrati, kaj vam roji v glavi. In tako tudi jaz težko kdaj. In je tudi tako v partnerskem odnosu. Je treba povedati, kako se počutiš, če želimo imeti dobre partnerske odnose. Partner ne more brati tvojih čustev. Zato jih moraš najprej ti skomunicirati, da lahko nekdo drug se pa na ta čustva potem ustrezno odzove. Ja, mislim, da tle odpira čist nov spekter debate, pa da imam še eno zelo pomembno vprašanje, ki smo ga tudi že na eni prejšnjih epizod na kratko se dotaknili, ampak se mi zdi, da se veliko govori o tem v resnici. Delo, spet nazaj pri delu. Ali bi se mogli odločiti, zakaj se bolj odločiti glede kariere v življenju? A nekaj, kar rad delaš, a nekaj, v čemer si dober? Kombinacija. Idealno je, tudi če beremo kakšne intervjuje ali pa poslušam kakšne podcaste, idealno je, da svoj hobi
spremeniš v delo. Jaz sem po naravi optimističen človek in v vsaki stvari, ki jo delam, to pomeni za plačilo, najdem nek smisel in neko dobro stvar. Naprimer, pa če gremo na privatno življenje, ne, likanje, marsikdo ne mara likati. Marsikdo, morda marsikatera ženska, ponavadi to bolj žensko opravilo. In jaz sem si postavila svoje spet optimistično varianto, tudi v likanju sem našla smisel. Ker takrat, ko jaz likam, si prižgem televizijo in lahko pogledam neko oddajo, ki drugače ne bi imela časa. Ali pa si poslušam podcast, za katerega morda nimam časa pri drugih aktivnostih. In tudi likanje je postalo prijetno. Je pa tako, da delo ni samo prijetno v življenju. Delamo ponavadi ne zato, da smo srečni, ampak zaradi nekih drugih potreb, ki jih imamo. Seveda, prva potreba je po preživetju, to pomeni po finančni neodvisnosti. Delamo tudi zaradi tega, da zaradi naše vpliva na našo samopodobo. Ta smisel, sem potrebna, sem nekaj naredila dobrega za družbo ali pa za pacienta ali karkoli drugega. No, recimo Robert Greene, če ga poznate, je v svoji knjigi 48 Laws of Power, se pravi, to je 48 zakonov, pravil o moči, je napisal, da delaj nekaj, ker te bodo drugi rabili. Naprimer, to je en vidik. Medtem ko se spomnim, da mislim, da je bil oče od Donalda Trumpa, da mu je rekel, delaj tisto, kar si želiš in ti nav treba delati niti enega dneva v življenju. Zdaj, da ne bom narobe citiral napačnega človeka, nekaj v tem smislu ali pa, da ima prednost pred 90% ljudmi, zaradi tega, ker 90% ljudi ne dela tistega, kar si želijo. Tako, nekaj v tem smislu. In vidim, da se pojavljata te dve tezi. Je seveda super, če se te dve stvari poklopta, ampak kaj je takrat, ko te opcije ni? Se pravi, da se te stvari poklopta. Bom govorila, ker ta podcast snimamo leta 2026. Ja. In v Sloveniji v tem trenutku je delovnih mest in možnosti za zaposlitev veliko. In tukaj se mi zdi pomembno, da človek vidi smisel svojega dela, hkrati mu tudi delodajalec lahko včasih osmisli njegovo delo in pove, zakaj je njegovo delo pomembno, zakaj je tudi delo snažilke v neki osnovni šoli pomembno. Ker se nam zdi, vsi nekateri poklici so nevidni. Ampak tudi ti nevidni poklici, če ne bi obstajali, brez njih družba ne bi funkcionirala. To je prva stvar. Druga stvar se mi zdi zelo pomembna. Imela sem kolegico, ki je imela najprej eno zelo optimistično vodjo, ki je dala veliko priložnosti za osebno rast. To je bilo trajalo 2 leti in ona je rasla strokovno. Potem je dobila pa vodjo, ki je bila zelo administrativno usmerjena. In kar naenkrat ta možnost rasti se je nehala. In je ona sama začela v delovnem času, ker ji je ostajal čas, študirati stvari, ki bi morda lahko kasneje v življenju prav prišle. To pomeni, da je pomembno, da jaz vedno vstanem zjutraj z desno nogo. In vedno sem dobre volje zjutraj. Ker verjamem to, da verjamem in tudi raziskave so pokazale. Primerna stopnja avtonomije na delovnem mestu nam omogoča neko delovno zadovoljstvo in hkrati tudi potem delovno zavzetost. Kaj pa zdaj to primerna stopnja avtonomije? To pomeni, da lahko jaz vrstni red nalog spremenim. To pomeni lahko morda to, da učiteljica v srednji šoli, ki predava slovnico, ki je morda suhoparna za najstnike, da lahko stavke išče iz nekega stripa iz Alana Forda, ki ga oni sploh ne poznajo, sedanja generacija. To je ta avtonomija. Ali da bralno značko v osnovni šoli, da se lahko stvari spremenijo in prilagodijo sedanji generaciji, ne pa tisti generacija 20 let nazaj. In več, ko ima človek te avtonomije, to ne pomeni, da dela, kar hoče, ampak da znotraj
postavljenih okvirov, da je lahko kreativen. V bistvu, in tukaj ti daje tisto zadovoljstvo. Super. Še zadnje vprašanje na temo dela. No? Malo sva že malo prehodila po tej poti, ne? Se pravi umetna inteligenca in podobno. Delo nam predstavlja tudi določen del smisla. Ne? Predstavlja smisel nam. Kako bo s tem, če umetna inteligenca prevzame, ne vem, zdaj koliko, 90-95% služb, 99%. Ne? Kaj bo takrat z smislom človeka? Zelo dobro vprašanje. Ravno s kolegom Danom Podjedom, ki je bil tudi gost tega podcasta, sva prijavila projekt Družba onkraj dela. In se kot znanstvenika, on kot antropolog, jaz kot psihologinja in še druga skupina znanstvenikov sprašujemo ravno s tem vprašanjem. Kaj bo, ampak ne čez 30 let, ampak morda že čez 5 let. In o smislu, ki vi govorite, kje bodo naši otroci našli smisel, rečemo, univerzitetnega izobraževanja. In jaz verjamem v to, da meni delo prinaša veliko dobrega. Predvsem to lahko vidimo takrat, ko službo izgubimo, ko smo brezposelni, ugotovimo, kaj meni vse manjka. Meni manjka socialna interakcija, meni manjka finančna neodvisnost, meni manjka stik z ljudmi, meni manjka nek ugled, ker sem brezposelna. In delo prinaša veliko stvari. Zdaj pa kaj pa, če tega ne bo? A bomo zadovoljni, ko ima se tako lepo srajco s palmami, če bom jaz lahko ležala pod domačo lipo, ker si palm ne bo mogla privoščiti, ker ne bo imela denarja, in pod domačo lipo 300 dni na leto ležala in uživala v brezdelju? Jaz verjamem v to, da je človek, sicer smo leni, rabimo neko aktivacijo. Včasih je aktivacija zunanja motivacija, včasih je pa tista motivacija notranja pa veliko bolj zdrava in bolj produktivna za nas. To pomeni, jaz si želim nekaj. In če se bom jaz nekaj želela, bom mogla nekaj ukreniti. In jaz mislim, da bomo rabili delo. In to bomo v tej raziskovalni skupini želimo raziskovati, kaj se zgodi z ljudmi, kako se počutijo, ko dela ni. Dobro vprašanje. Ja. In se veselim rezultatov. Mi tudi. Da to slišimo. Doktorica Boštjančič, prišla sva do naslovnega vprašanja in to je, kako se pripravimo na naslednjo krizo. Bi želel, da odgovarjate na to vprašanje z vidika. Do zdaj smo imeli v glavnem opozorila na finančne, gospodarske, energetske krize in podobno, tudi demografske. Ne? Katero krizo pa vi pričakujete, da se moramo mi na njo zdaj pripraviti? Kot organizacijska psihologinja predvsem, da ni več dovolj Slovencev. Agropop je mnogo let nazaj pel, samo 1 milijon nas še živi. Ta trenutek dela manj kot 1 milijon ljudi v Sloveniji. Od tega je že 60% tujcev. Marsikater poklic delovnih mest, ni več ljudi, ki bi prihajali. In tukaj se mi zdi, da bo ena velika kriza, ki že nastopila, in smo že vsi vedeli, da bo prišla, pa smo si zatiskali oči. Druga stvar, katero krizo vidim, je predvsem kriza demokracije, javnega govora, etičnega ravnanja. To me skrbi kot psihologinjo, kot mamo, kot partnerico, kot državljanko Republike Slovenije. Želim si, da bi bili svobodni na vseh nivojih našega funkcioniranja. In naslednja kriza, ki me skrbi kot psihologinjo, je kriza medosebnih odnosov. Jaz verjamem v to, da ljudje rabimo drug drugega, da rabimo dotike, poglede, objeme, da rabimo nekoga, ki nas pogleda v oči, ki nas sliši in ki nas razume. In ne verjamem v to, da vse to bomo v prihodnosti imeli. Okay. Hvala za ta odgovor. Zdaj pa samo še hitra vprašanja. Kaj starejše generacije narobe razumejo pri mladih?
starejše pozabljajo, da so bili nekoč mladi. In zaradi tega se mi zdi, da so pozabili, kako je bilo 30-40 let nazaj, in ko imam sama kakšen tak izziv z mojimi otroki, se vedno postavim v tiste, ki je imela Eva All-Starterke gor bele z modrimi vezalkami, kako sem pa jaz takrat funkcionirala. In takrat potem lažje razumem njih. Ali je pričakovanje, da mora delost človeka osrečevati, psihološko zdravo ali nevarno? Nevarno. Sreča je sam češnjica na vrhu torte, ko dobimo to češnjico v življenju. In delamo zaradi drugih stvari, delamo zaradi tega, da smo finančno neodvisni, da zaradi samopodobe, rasti, zaradi medosebnih odnosov, zaradi ugleda, zaradi novih znanj, ki jih dobivamo. In morda tudi na trenutke čutimo srečo, ker nekomu nekaj pomagamo, ker jim nekaj uspelo, ker smo presegli sami sebe, ampak ne sreče na delovnem mestu, pa ni potrebno iskati, ker bomo izgoreli. Aha, tle pridemo na to področje. Kaj bi spremenili v slovenskem šolskem sistemu, če bi imeli to možnost? Da se učijo otroci za življenje. To pomeni, da v vsaki stvari šolski, ki se jo učijo, da vidijo smisel, da je več povezovanja med različnimi predmeti in da se predvsem učijo poslušati sami sebe. To pomeni, da tudi je delo na sebi znotraj šolskega sistema. Kot pri slovenščini, ko se berejo določene stvari, lahko morda neka berila v osnovni šoli, tudi o ranljivih skupinah, ki jih ponavadi kar odmikamo na stran v slovenski družbi, od tega, ko smo že klepetala o fizični pripravljenosti svojega telesa, o povezanosti duha in telesa, kako te stvari so povezane, da se človeka opolnomoči, da se ga opremi za samostojno življenje, ne pa da se ga dela invalida in odvisneža od medijev, od drugih, da lahko človek sam preživi. Ne pa, da potrebuješ varuško, nekoga, ki ti tilika, vrtnarja, mehanika, ampak da se čutim opolnomočena, ker zmorem sama. In več, ko zmorem sama, bolj sem samozavestna. Kaj pa je bolj pomembno? Samozavest ali prožnost? Prožnost. Včasih preveč samozavesti škodi, tako da jaz mislim, da tukaj bom rekla, tista srednja meja je najboljša. Zdi se mi pa, da mora biti človek prožen, kaj pa to pomeni, da je normalno, da človek, ko pride do krize, do neke spremembe, da se poti, da morda ima prazne misli, da slabo spi, da se mu prebava pospeši, ampak ko gre pa ven iz te situacije, pa se lahko sprosti, uživa, sliši ptičje petje, opazuje, kako drevje cveti. Ali smo otrokom vzeli odpornost s tem, ko jih, recimo narekovaj, preveč razvajamo? Ja, je pa res, da bodo živeli oni v drugačnem svetu. Ampak jaz mislim, da prožnost otrokom nismo privzgojili. Da prožnosti ni v taki meri, da bi lahko oni šli tekoče skozi življenje. In da tudi, če smo jih zaščitili, tudi, če smo jim nudili vse, prej ali slej jih bo življenje postavilo na realna tla. In o tem, da obstajajo princi na belih konjih in princeske, naj sanjajo. In tako smo jih vzgajali z vsemi filmi, risankami, ampak oba veva, da življenje ni potica. Da življenje je cela vrsta izzivov in krize niso samo COVID in finančne in demografske. Kriza je lahko vsak dan. Kriza je lahko to, da mi danes, da doživim, da mi imam prazno gumo. Kriza je lahko to, da mi doma izpade električni tok in v zmrzovalniku se vse odtopi. Kriza je lahko to, da kolegica na delovnem mestu da odpoved, pa moram namesto nje stvari početi. To so krize nas, ljudi, vsak dan. In tukaj se mi zdi, da moramo biti prožni in opremljeni, da lahko
gremo tudi skozi to brez hujših posledic. Zdaj pa tako, omenili ste, v bistvu je kriza rodnosti, ne? Se pravi neka vrste demografska kriza, ne? Kriza medosebnih odnosov, pa še eno krizo ste omenili. Ne? Ne vem, ja. Še ena kriza, tri se spomnim, da so bile, no jaz na koncu gosta vedno vprašam, se pravi, kako ste na naslednjo krizo pripravljeni vi, doktorica Boštjančič? Jaz sem tudi imela v življenju že veliko kriz in mislim, da sem odšla iz vsake krize bolj notranje mirna, bolje opremljena in navznoter močnejša. Ne vem, kako se to na zunaj kaže, ampak predvsem sem našla nek notranji mir in neko zadovoljstvo in neko radost v življenju. Zdi se mi, da je življenje zelo bogato, zelo lepo in da nam nudi ogromno, če vidimo, slišimo in čutimo. Čudovit zaključek. Najlepša hvala, doktorica Boštjančič. Mi je bilo veselje. Tudi meni. Hvala. Gledalci in gledalke, to je to za letošnjo sezono. Se vidimo v naslednji sezoni. Čau.